začetku vsem lepo čestitam za opravljeno bralno značko. Vi ste zdaj že višji razredi in se bližate koncu, tako da upam, da boste zdržali z bralno značko še nekaj prihodnjih let, tako da boste res vsi postali zlati bralni značkarji. Nekateri so pa tudi med nami, te pa tudi lepo čestitamo, nekateri med vami so že vseh 9 let pridno brali. Tako da še enkrat čestitam, pridni ste bili letos vsi, cela šola. In zdaj naj vam pa predstavim še današnjega gosta. To je pisatelj Franci Rogač. Je imel že zdajle predstavo za mlajše otroke, zdaj bom imel pa še za vas in mislim, da bomo preživeli eno zelo, zelo prijetno uro. Tako, še enkrat čestitam in hvala, ker si prišel. Živo! Ok, ta ura bo malce drugačna. Sem Franci Rogač, poklical sem diplomirani socialni delavec, malo bom še magister, ampak v prostem času pišem pravljice, ampak še en roman sem se izdal za mlade in malce starejše, nekaj od 6. razreda dalje. Naslov je Ključ brezdomca. To je resnična zgodba o mojem življenju. Eno pa rekel, pri 37 letih napisati roman o moji zgodbi ni bilo enostavno. Moram priznati, to je bil zame velik izziv, hkrati tudi neka potovanje nazaj v preteklost. In ta zgodba mogoče koga bo šokirala. Jaz nastopam zdaj zadnjih 9 let, predvsem kot pravljičar. No, zadnjih 5 let pa še nastopam po raznih starejših, torej 8., 7., 9. razredih, srednjih šolah, fakultetah, posebnih zavodih, zaporih, tako da me zelo radi vabijo, kajti moja zgodba je mogoče nekomu neko upanje, neko spodbuda, tako da na koncu boste imeli kakšno zanimivo vprašanje, kajti vas bo zagotovo kaj zanimalo, tako da vam bom odgovoril iskreno, brez dlake na jeziku, tako da vmes bo nekdo prebral en odlomek iz moje knjige in ta knjiga bo romala v vašo šolsko knjižnico, zato da boste lahko vsi imeli, da ne bo samo en dobil. Skratka, mislim, da se boste imeli z malo lepo, tako da se prepustite in prislušate mojo zgodbo in upam, da vam bo všeč. Jaz mislim, da je bolj z mano biti po kakšen odgovori. Kaj ste mi zdaj? Matematika. Ok, imam neko zgodbo na matematiko. Ok, zdaj bom začel. Zapit in objokan, v kotu, ležim, sam, z mislimi, sam, sredi ljudi. To je pesem skupine Njet. Ta pesem je bila moja pesem pred 16 letih. Ampak do tam še moram prijeti. Rodil sem se v Ljubljani, bil sem čisto normalen fant, igral sem se kot vsi fanti z avtomobilčki. Mogoče sem imel še celo bolj pravlično otroštvo kot vsi med ostalimi vami, namreč moj dedek je bil cerkovnik. Moj oče je bil zelo veliko po terenu, mama je zelo veliko delala, tudi nekaj bila v bolnici, skratka. In večji čas sem bil pri dedku in babici, dedek je bil cerkovnik, to pomeni, da smo živeli v cerkvi. To je bila v Ljubljani protestantska cerkev, kjer sem se lahko, priznam, žogal, s kolesom pelal, s kotalko sem se, takrat smo imeli še kotalke, še jaz imam še danes tudi kotalke. Tako da lahko rečem, fuzbal sem špilil, košarko, skratka, redko dosti to lahko privoščil v stanovanju ali hiši, to početi, jaz sem si to privoščil v cerkvi. Moram priznati, da je bil dedek zelo prijazen. No, seveda sledil vpis na osnovno šolo Novi Jarše, v Ljubljani sem hodil. Prve 4 leta sem bil prav dober, od 5. do 8. takrat sem šel 8-letko, sem bil pa dober. Hodil sem zgodovinske krožke, bil sem zelo dober športnik, treniral sem gimnastiko 10 let, vmes sem treniral karate, nogomet, košarko, odbojko, rokomet. Skratka, povsod sem bil in v 4. razredu osnovne šole sem bil proglašen za športnika mestne občine Moste Polje, takrat sem bil 5 občin v Ljubljani.
In dobil sem številna priznanja, razna prvo mesto, druga, tretja, kakor sem bil, vedno sem bil nekje v spredi. V osnovni šoli smo samo parkrat šprica ravno pri matematiki. Namreč en učitelj nas ni nekako znal motivirati, kako bi nam razložil te sinuse, kozinuse, vektorje, pač kaj se zdaj učite. No in parkrat smo priznali vsi špricali skupaj. Tako da to je bilo pač tudi učitelja tistega, ker nas je imel takrat zelo en znak, da pač ni znal razlagati, čisto iskreno povedano. Zato sem imel vedno težave pri matematiki in moram priznati, da sem imel večno dvojke. Le enkrat mi je nekaj uspel en velik podvig. Do takrat spet moram prijeti. No in potem je sledil vpis na srednjo pedagoško šolo. Zdaj, 9. šolce, kdo ste? Gredo v Ljubljano, slučajno? Kakšno srednjo šolo? Gredo? Jaz. Kam? Na Gradbino. Gradbino? Aha, tam na Kardeljevo. Ne, Naškačo. Ne, klej z Bežigrad. Ja, vse je to Bežigrad. No, tako da v Ljubljani je bila srednja pedagoška šola, to je zdaj gimnazija Ledina. Jaz sem se v tistem poletju, zdaj bo malo konec šole, tudi jaz priznam, no, osnovno šolo sem zdelal tako z levo roko, bom rekel, brez nekih hudih trudov. No, srednja šola je pa po težavnostni stopni seveda kar, bom rekel, 5-krat težja kot osnovna šola. Tam vaš učitelji ne poznajo, tako da se v prvem letniku, tisti, ki se bo potrudil, resnično povem iskreno, če boste dobili prve petke, boste imeli vse 4 leta petke, seveda se boste mogli truditi. Tisti, ki bo dobil po prvenko, bo pa že hitro lahko na tisti listi, kjer bo rekel, hvala lepa, nasvidenje, kajti učitelji tam nimajo potrpljenja za kakšne, kajti srednja šola ni obvezna in tam lahko sledi tudi, če stopi srednje šole in noben se ne bo sekiral, a boste vi pustili srednje šole ali ne. Tako da vam dam iskren svet, potrudite se. Boste zdaj tudi videli, zakaj sem jaz toliko časa rabil, da sem naredil potem srednje šole. Skratka, na srednjo pedagoško šolo sem pa jaz v tistem poletju, se pa moje življenje, bil sem zelo normalen fant, tako lepo oblečen, se tako drastično spremenilo, da sem jaz spoznal neko subkulturno sceno punkerjev. Ste videli te punkerje s kakšnimi rokezami igrajo? No, jaz sem se pridružil te punkerjem takrat še v bivši Jugoslaviji in lahko rečem, da najprej je bilo fajn, ne, seveda tisti so me nekako razumeli moje težave, šole nisem imel rad in nekako se nisem učil. Seveda je sledilo tudi to, da so mi ponudili pijačo, najprej pir, vin, počasi že kakšen sadjec, torej se reče šnops po domače. In najprej nedolžno pitje, zelo nedolžno pitje je bilo tako, bom rekel iskreno, bilo je fajn seveda včasih malo spiti, malo si bil tako vesel, malo si se prezigral. Po drugi strani mi je bilo seveda slabo, sem da tudi bruhal, tisto ni bilo prijetno. In seveda na srednji pedagoški šoli, ko sem prišel prvi dan v šolo, sem vstopil tako, imel sem ketno, usnjeno jakno, raztrgane kavbojke, bulerje, skratka raztrgan pulover, s knoflovi tako nekako čez vse prepet. In sem stopil noter na šolo in glih slučajno bil pač ravnatelj od spodaj, ki je vsakemu čestital in ko je meni zagledal, kam pa vi hodite? Šolo, kam drugam? A ste pripričani, da ste vpisani na našo šolo? Kaj taki tle ne boste hodil? Je rekel, opustite gospod, jaz sem tle res vpisan. A sem vam kaj hodga naredil? A se še norca delate z mano? Pote z mano v zbornico? Že prvi dan sem naredil pizdarjo. In prijem v zbornico, tle počakajte. Vsi učitelji so se prekrižali, ko smo me videli. Moram priznati. No in je rekel, res ste vpisani? Sem takle ne boste hodil. Rekel, jaz pa bom. Pa mi ne morate nič, ne? No in tako da, seveda, ko sem prišel na tisto šolo, je bila to za vse učitelje, bom rekel, zelo velik šok. Nekako sem še uspel hoditi v šolo, kakorkoli sem pač zahajal to družbo punkerjev v park, v en poseben park, kjer smo se imeli fajn, 7 noči smo žurali. Seveda moji starši na to niso bili navdušeni in moram priznati, v tistem momentu, ko sem jaz prišel domov s tako rokezo, bom rekel,
Ja, oče me je spasen zelo fejs premlatil, ko sem bil čist plav. Ni bilo glih ravno prijetno. Vsi moji prijatelji so rekli, zakaj ga prvi si ne zame gobec. Ampak jaz sem zelo spoštoval očeta. Malce bom tudi tako govoril, bom slengu, če dopolno. Tako da malo bolj domače. No, tako da oče je bil zelo, po eni strani sem ga razumel, šele zdaj da ga razumem, čeprav je pokojni. Hotel me nekako obvarati, da ne bi šel v to družbo in je pač svojim dejanjem še meni še globje spodbudil to, da sem še bolj uprl in sledil je tudi pobeg od doma. Pobegnil sem od doma in seveda so mi iskali policaje, ampak me nisem najdel, ker sem bil na Hrvaškem. Šel sem v Zagreb. No, na srečo sem imel enega tam prijatelja, da sem spoznal, zelo sem bil tako komunikativen, da sem lahko preživel vseh teh, da seveda mogel sem nekaj jesti. Če vidite kakšne te mlade fante, ki so bolj shirni, to so junkie, jaz nikoli nisem drogiral, ampak takrat sem jaz sred ceste ustavljal ljudi in jih vprašal, gospa, imate mogoče kaj drobiža? Jaz sem pa lačen, seveda jaz za lakoto nikoli nisem skoraj nič zapravil, ampak sem večino to za pijače, no. Bom čist iskren. Večino tega denarja, ki sem, to se reče na žico, je bilo pač, je šel v moj želodec, nekaj sem se seveda tudi hrane mogel kupiti, drugače pač ne moreš živeti. Bil sem pri tem zelo uspešen, moram priznati, veliko denarja sem takrat na žico. Mislil sem, da se imam fajn, šola seveda bila nekaj oddaljena in seveda sledilo tudi to, da sem se mogel pač enkrat prej vrniti domov. In jaz sem kar v šolo prinesel svoje lastno opravičilo. Jaz sem si torej pisal opravičila, ker sam, kajti moji starši so me že tako sramovali mojega zgleda, da sploh niso hoteli iti več v šolo. In prvič v življenju je šla moja mama vprašati, če sem slučajno v šoli. Seveda je sledila to huda kazen, ta, da mi je rekla razredničarka in ravnatelj, imate 1 minuto časa, da se izpišete z naše šole, če ne boste izključeni. In na srečo so mi dali toliko možnosti, da so se prepisali na srednjo šolo tiskati papirja, to je bilo tukaj v Ljubljani, to je vse ta šola, mislim, da je zdaj medijska šola, grafično, kako se zdaj tiče, zdaj ne vem natančno. In no, vseeno na tej pedagoški šoli, moram iskreno povedati, so nas vikali, bil sem to zelo presenečen, gospod Rogač Franc, stopite pred tablo. Imel sem skoraj vse enke, razen zgodovino sem imel 5. To je vedno presenetilo, predvsem pa matematike nisem imel niti 1 nule. V bistvu mi je že dala 0, niti 1 enke nisem dobil. V bistvu -0 sem dobil. Tako ocene smo tam imeli, take čudne, ne vem kako da takrat. In moram priznati, da vam povem resnično zgodbo, ki jo bo tudi lahko prebrali, če bo kdo hotel tukaj v tej vaši knjižnici, je da ena matematikarica, učiteljica matematike, in je bila zelo, moram reči, nasramna. Ne bom rekel, da obnaša se zelo čudno in moram vam povem, kako se obnaša en primer. Rogač Franc, stopite pred tablo! Zdaj se silo si kosil misli, rešite je! Pa si to prav? Do mene se tako seveda oblašala, ker sem irokeza, ne? Jaz ko gospa, jaz nimam pojma, brez veze, da stopim pred tablo, kačem. Res, tako sem rekel. In pa mi dala tam 0, ne vem, kaj vse križala, jaz sem pač res pojma, mislim, kaj je bil sin, sem tako znos. Moram pa znati, da sem se te učiteljice bavil, seveda nikoli več mi ni bilo na tej šoli, mislim, na tisti uri. Imel sem rekordno število nepravičnih ur. Moram pa znati, ni bilo to glih prijetno. No, na srednji šoli tiska papirja. Je bilo pa to, da je bil profesor matematike malo bolj prijazen do mene, pa ga ni motil toliko moj imič. Rekel, Franco, sedce, glih prišel sem prvo uro glih tja, sem rekel, jaz res ne vem, če bom rešil, ker nisem vedel, ne. No, ampak na tisti pedagoški sem vseeno rad poslušal, vseeno nekaj pač rešil, kakor sem lahko, pač nisem najbolj razumel, ampak mislite, da sem pa pisal? 5. Bil sem zelo šokiran, da sem pisal 5 iz tiste 0, -0, sem pisal 5. Vse ocene sem popravil, malce sem nehal žurati, malce sem nehal piti. Vendar sem pa še enkrat padel in sledil zelo drastičen ukrep očeta in je rekel, zdaj pa Franci,
star si 17 let, a boš ostal na cesti, a boš pošel delati. Boš postrigel se svojo frizuro. Jaz pa nisem izbral ravno delo. Ponovno sem pobegnil doma in ostal sem med tistimi pankri. Moram priznati, da tista eno leto živeti na cesti, spati po raznih kleteh, čakalnicah, res v takih prostorih, ki si jih ne želite sploh videti, ni bilo enostavno. Komaj sem preživel. Moj najboljši prijatelj po zimi je bil radiator. Tako da moram reči, seveda je sledila še drastično pitje. Priznam, da sem bil toliko razočaran, da nisem naredil srednje šole. Vlal sem pa zakal z zelo inteligentnega, ampak moram priznati, pred 17 letih je sledilo to, da so me najdeli, na srečo so me pravočasno najdeli, tako da so me rešili, sem se skoraj enkrat zadušil v spanju, kajti sem tukaj alkohola spil, da bi skoraj umrl. Tako da takrat je sledilo to, da so mi dali eno cevko v usta in so me pač na silo, mogel sem bruhati. Seveda sledilo zjutraj, ko sem pač se malo streznil, zelo hudo vprašanje, ali sem odvisen od alkohola, ali imam kakšne težave, ali imam kakšne preganjavice. Skratka, zelo, to morate prebrati, predstavil sem na enem posebnem oddelku PHP-ev, no, za eno noč samo. Kajti bil sem zelo brihten in sem je potem ven vrgel, kajti malce sem bil malo preveč odglasen na tistih, rekel, tretmajih. No, ampak tisto me je dosti malce umirilo. In pri 18 letih so me nekako le starši dali še eno priložnost in se rekli, zdaj, če boš pa delal, pa če boš postrigel rokezo, to frizuro, malce zajemljene imidž, boš lahko pač živel doma. Tako da sem pa delal težko, kaj mislite, kjer fizični del lahko delaš, če imaš samostalno šolo? Zidar. Zidar, smetar? Natakar. Tudi, ja. No, jaz sem delal potem naprej na železnici, tere sem podbijal, to pomeni, da sem tiste tere, ki vidite, take lesene pa betonske tere, to sem mogel jaz z vilami, z lopatami, vse to odmakniti, tiste kamne zamenjati, to je bilo zelo težko fizično delo. Kasneje sem delal kot grobar na Žalah, vzdrževalec pokopališča, skratka, potem sem bil tudi natakar. No, natakarstvo mi je malce rešilo. Moram priznati, kot natakar ni bilo slabo plačeno. A ste slučajno vi že gledali bar? Bar? No, jaz sem delal teh lokalih, kjer so to snemali, ampak na srečo mene niso prikazovali. Bil sem zelo dober natakar, za osnovno šolo, priznam, z 250 urami na mesec sem zaslužil 1000 evrov. Kar je bil kar dober honorar za osnovno šolo. On čisto iskreno bil, celo včasih bolj, kot sem bil zaposlen kot diplomirani socialni delavec. Ampak seveda več ur, več dela, ponočni delo, cele noči, od ponedeljka do sobote, samo na delah sem včasih prej, pa še to sem včasih delal. Tako da včasih sem delal celo 31 dni zapored. Šola je bila seveda oddaljena, brigali me za šolo, čisto iskreno vozil sem se s taksi iz službe domov, mislil sem, fajn se imam, ni mi treba dokončati še nobene šole, sem se mislil, res priznam, nisem mar šole. Šola mi je bila res ko ena deveta briga. No, leta 1999, po 12 letih, odkar sem šolo zapustil, 10 tam nekje, no, 89 sem zapustil, tam 99, 9 let, tam nekje 8, v bistvu, no. Me je pa šef lokala presenetil v Franciji, moraš narediti vsaj tečaj za natakarja, pa postriž se moraš to v tvojo rokezo. Takrat sem v tistem lokalu dovolil biti tako rokezo, spet sem imel še enkrat punk. No in malce sem seveda že umiril, nisem več to obžuril, nismo več to popil. No in sledilo to, da sem se mogel 24 ure postrižiti v belega metuljčka. Imam povedano zanimivo štorijo. Jaz sem v tistem lokalu, ki sem delal po noči v Ljubljani, ki sem snimal pod eno streho, lahko rekel gostom, pa bo se spil. In so vsi tako, fajn, ta je dober, mislim, taka komunikacija v tistem lokalu. In zdaj si predstavljate, jaz sem prišel v en hotel Union, najprej s tisto rokezo takole postavljeno, z ketnami, z jakno in sem
Je rekel, zdaj bom pa tle delal, ne, imam tle prakso neko, ne. Vsi gosti so bili kar obnemeli, je še rekel šef, je rekel, tako pa ne morate strešiti, če se boste do jutra postrigel, boste naredil prakso, če ne pa ne boste dobili pač tega dokazila, da ste natakar, ne. In seveda sem se jaz v 24 urah odločil, da se bom postrigel, ker ti pač rabo sem nujno vse na šolo. In prvemu gostu, ko sem ga postrigel, sem rekel, kaj boste spil? In seveda me je ta šef Uniona takole za všesa pred njemu, pred tem gostom, za všesa pel ven v en tak skrivni prostor. Rekel, si ti malo zmešan, to je bolj na višji nivoju, tle moraš pa reči, gospod, želite, vas s čim postrežem? Tako da moram reči, da sem prišel nazaj do tistega gosta, da sem rekel, dober dan, gospod, boste kaj naročili? Je bil to presenečen, da ni več vedel, kaj bi naredil, mi sem dal še pringel. Zdaj se mu je fajn, no. Imel sem srečo, da sem naletel na pravega gosta, da lahko bi zahteval kakšno knjigo pretožb, kajti sem se res obnašal, pač čisto iskreno, ne bi primerno za tak hotel, ne. No, skratka, in potem sem delal cele noči. Moj rekord je bil 432 ur na mesec. Zdaj si pa lahko zračunate, koliko ur na mesec 31 dni sem delal. Včasih nemogočih 20 ur, včasih 18, 16, odvisno, koliko sem pač. Delal sem pa za tega to odlično, kajti končno sem gotovo po tolikih letih, da ne bom pucal tistega stranja, tudi dreka, bom rekel, čisto domače povedano. Mislite, da samo morajo natakarji streči tisto pijače, jaz sem mogel pač rokovice se gor dati, vse pač bruhane počistiti. Ni bilo biti to enostavno to delati, celo noči delati in garati. In potem sem 4 leta varčeval za tisto srednjo šolo, ko sem imel zastonj. Lahko rečem, da sem 4 leta res trdo varčeval denar. No, sledilo pa to, da sem ves ta prevarčevani denar se odločil iti na eno potovanje. Vendar, na tistem potovanju se je zgodil en velik preobrat, en čudež, in mi ni bilo žal, da sem skoraj ves denar zapravil, kajti nekako sem verjel v sebe, dogovoril sem se s šefom tistega lokala, da sem potem 6 mesecev delal tako, z najmanj 300 ur na mesec. Dovolili so mi, malce seveda, nelegalno to, bom čisto rekel črno na črno, seveda toliko število ur ne smeš imeti. Če je slučajno prišel inšpektor, sem imel neko napotnico, skratka, vse se dal zmeniti. In sem se v 6 mesecih spet preračeval po tistem čudežu za šolo in moram priznati, ko sem jo končno toliko denarja, da sem nakupil, sem prišel na srednjo šolo. Dobar dan. Je pa Franci, kje ste bili zadnjih 9-10 let? Je, komi smo vas pričakovali, no? A ste malo zašli za šole, ne? Ja, malo pa sem. No, zdaj le bom pa odličen. Kaj? Pa dajte pretiravati, zdaj se 10 let ga tam žuril, pa ga pil, vse vemo, kaj ste ga že delal. A zdaj boste pa odličen? Rekel, ja. Ja, naredil sem rekordnih vse izpite. Najprej sem naredil 3-letno trgovsko šolo z odličnim uspehom, potem sem še naredil 3+2 ekonomskega tehnika, ki mi je omogočil vpis na fakultete za socialno delo. No in potem tudi fakultete za socialno delo sem naredil predčasno, enih redkih študentov sem, ki sem že naredil v 4. letniku faks. V bistvu je to pol želja že očeta, namreč moj oče pa že umiril in je rekel, še imam 3 mesece nekje življenja. Franci, bi se lahko ti pa tudi res doživel, vidim, da res sem se pobral in nekako sem se pobotala. Tudi tisto, kar me je spasem pretepil, bom rekel, da sem se pustila. No in na koncu bom rekel tako, da sem dal eno posebno prošnjo na fakulteto in si mi tudi dovolili, da sem predčasno zaključil vse izpite, tudi naredil diplomsko nalogo. Problematika alkoholizma in samorefleksija. To pomeni, da sem naredil raziskavo in tudi tako diplomsko nalogo, da sem resnično prvi študent, mislim, da sem, ki sem si dejansko priznal, da sem imel pri 16-17 letih resne težave z alkoholom. Vse sem opisal, kako sem jaz doživel alkohol, kakšne obrambne mehanizme sem imel, kako sem se lagal,
da sem spil 2 deci, pa sem v resnici spil 20 pirov, ne. Tako da, bilo zelo pestro. Tako da sem tudi na fakulteti čestital za to diplomsko nalogo. No in zdaj sem naredil že 7 izpitov in tam še oddam magistrsko delo. Nekje računam, da upam do oktobra, da bom končal. Zdaj se samo še to magistrsko delo zelo zahtevno, tako da 100 strani, prebrati moram 100 knjig, tako da me čaka zdaj kar naporno še par nastopov in potem se zaprem. Tudi po nemogoče 16 na dan bom priznam, bom samo to študiral, sam to magistrsko nalogo, ko mi čim prej naredil, da bi čim prej končal. Bomo videli, kaj se bom potem odločil. A bom šel na doktorat, če ne vem. Zaenkrat te želje nimam, bom povedal. Tako da, no in potem sem začel pisati pravljice za otroke. Postal sem znani pravljičar. Zdaj sem že toliko, pač, kot vidite, 8 pravljic, 1 roman. No in v tem času sem izdal, obdaril že veliko bolnih otrok v pediatrični kliniki, invalidnih otrok, slepih otrok, tako da sem izdal tudi v Bradovi pisavi, DVD-ov znakovne govorice. Naredil sem torej velik projekt, v katerem sem obdaril vse slepe otroke v Sloveniji in vse gluhe otroke v Sloveniji. Tako da lahko rečem, da sem se ekstremno potrudil in tudi prvo pravljico sem izdal v Ameriki. In zdaj januarja boste lahko gledali na RTV Slovenija dokumentarni film o mojem življenju. Smo že posneli, tako da nekje januarja naslov po Obrazi ulice. Tako da januarja nekje, ne vem, da je točno, tančno, ne vem, januar, februar bo to na RTV Slovenija večkrat predvajan ta moj dokumentarni film o moji resnični zgodbi. Tako da upam, da bo tudi ostali to videli ta film tudi v tujini in da bi se mi še malo bolj odprla, priznam, vrata za tujino, kajti v Sloveniji z tega, bom rekel, pisanja iskreno ne moreš preživeti. Zdaj trenutno ta mesec se preživljam s temi nastopi, tako da upam, da bom čim več knjig še zdal. Zračunal sem, da bom moja želja je zdaj 101 knjigo, tako da zračunal sem, da bom takrat star 999 let. Malce šale. No in zdaj bi pa prosil, če bi kdo prebral eno odlomek z moje knjige, ki bo pač potem romala v vašo knjižnico, da boste si lahko to knjigo sposodili. Kdo bo prebral? No, dajmo. No? En se naja, vedno se dojavil, no. Žal pa ta knjiga, nimam bi več, slučajno dam knjigo vedno, ampak zdaj pa, kdo bo dal, no, kdo bo. En aplavz, bravo. Franci, živjo, ker te ni bilo v šolo, da še kakšno rečeva za naprej, ti pišem. Torej, z naše šole si izstopil. V ponedeljek začneš na grafični šoli. Upam, da si se s tovarišico psihologinjo dobro pogovoril. Moram reči, da me tvoja prihodnost skrbi. Skrbi pa me, ker se mi zdi škoda tako prijaznega fanta, kot si ti. Nova šola je tvoja zadnja priložnost. Hodi enkrat po zemlji, ne po zraku, in izrabi to priložnost. To pa pomeni, da moraš vedno hoditi v šolo in da si špricanjem končal. Šolanje za grafičarje traja 3 leta, vendar to ni neka lahka šola in se boš moral tudi ti potruditi in se učiti. Če se boš zbral in se potrudil, ti tokrat ne more spodleteti. Ne vem sicer, kakva je tvoja družba, vendar bodi toliko mož, da se ne boš pustil zavesti. Razmisli, kako si boš uredil učenje in prosti čas in ne ponočuj. Če boš neprespan, boš mimogrede šprical pouk. 3 leta šolanja ni cela večnost, poklic pa je li tisto, kar ti bo prineslo realnost za vse življenje. Tudi, če zdaj misliš, da se tudi drugače da preživeti brez šole in brez poklica, ti povem, da te bo zaradi nedokončanega šolanja vse življenje mučil občutek manj vrednosti.
Vem, da se taki mladi, ki so zapustili šolo, glasno hvalijo, kako je fino, kako si svoboden in ti nihče ne stoji na glavi, denar si dobiš pač takrat, ko ga potrebuješ. V resnici globoko v sebi niso srečni. Z glasnim hvalisanjem prepričujejo druge in sebe, kako krasno živijo, hkrati pa želijo potegniti za seboj še svoje prijatelje. Tako je njihov občutek krivde in nemoči manjši, veča se jim občutek varnosti in pripadnosti, če je okoli njih čim več zgoščenih eksistenc. Želim ti, da se potrudiš in dvigneš. Srečno. Bravo, bravo. Ja, malce je bilo to. Vem, da je narodno včasih brati pred celim pač šolo, ampak res čestitam, točno to knjigo bom dal v knjižnico. No in tako pač eno tako pismo in zdaj pa 21-letnik s to psihologijo poiskal v srednje pedagoške šole, moram priznati, da je bilo tako lepo. Bila je ponosno name, zdaj se počasi dogovarjam, da bi naredili eno obletnico te srednje pedagoške šole, torej ne še gimnazije več Ledine. Upam, da bo ravnatelj za to. Ne vem, če bo bih mene proglasili za najbolj zloglasnega dijaka vseh časov, ampak bo na koncu po mojem zelo veseli, da bom eden izmed najbolj izobraženih nekdanjih dijakov iz te pedagoške šole. Jaz imam 4 poklice, kmalu bom dobil 5. poklic. Bomo videli še kakšen strokovni izpit, mogoče doktorat, še ne vem. Tako da sem se odločil potem, ko bom naredil magister. Imate kakšen zdaj zanimivo vprašanje? Po poslušanju vaše življenjske zgodbe se je sicer zdelo, da ste uspešni, ne? Ampak ko danes gledate nazaj tista leta srednje šole, ne? Kako bi moralo biti? Ja, zdaj jaz vam je žal, ker zdaj vaša imam... zgodba zgleda zelo uspešna, ne? Pa srednjo šolo sem žural, ne? To sem pač malo več delal, zdaj sem pa magister. Ja, ni tako enostavno. Res, no, vam povedal zdaj ta resnični primer. Takoj, ko sem izdal to knjigo, jaz sem bil že na praksi na Centru za socialno delo center in sem me povabila v osnovno šolo Veržej. Osnovna šola Veržej je posebni zavod, vzgojni zavod, kamor napotijo tiste otroke, ki nočejo hoditi že v osnovno šolo. Torej imajo že neke težave z vedenjem, obnašanjem, ali ne radi hodijo v šolo, ali pa se ne razumejo starši, imajo slabe razmere, jih pošljajo v Veržej. In moram priznati, ko sem stopil čez vrata, so se vsi tepli, tolkli, mlatili. Jaz priznam, jaz sem prišel noter, bož, kam sem prišel na kjero šolo? Jaz priznam, čisto iskreno. Jaz sem se kar prekrižal, priznam. Res sem rekel, tole pa, tle bo pa pestro. No in sem imel nastop in seveda je bilo čisto tako napeto vzdušje sem čutil, ne? In sem začel tako svojo zgodbo. In moram priznati, vsi so vtihnili, ne. In mi prvič ratelj so rekli te učitelji, da mi je ratelj narediti tak vtis. No in potem je sedela ena tako deklica, celo na tisti šoli je bila v 8. razredu najbolj zglasena punca, ki je imela seveda največje upravičenje in slučajno, hvala Bogu, je bila tisti dan v šoli in je dvignila roko. Reka, gospod Rogač Franci, jaz bi pa šla po vaši poti. Jaz bi zapustila osnovno šolo, srednjo šolo, bom 10 let takole garala kot vi, po 10 letih se bom srečno vrnila v šolo, naredila šolo in potem bom šla na fakulteto, napisala knjigo in bom tako uspešna kot vi. Moram priznati, da mi je, kot da bi mi šla nek nož čez srce, in mi je najdla. Moram priznati, da je bila to moja prva predstavitev, takoj že naslednji dan, se pravim, in moram priznati, da sem bil na hudi preizkušnji, kaj naj odgovorim. In sem se zelo znajdel. In sem rekel, no, zdaj pa pejte ta gor, pa preberi ta odlomek pokrajona in gremo po vrsti. In sem šel do nje, čestitam za prebrano knjigo. Prvič v življenju sploh prebrala en odlomek. Prej 8 let sploh enega odlomka sploh ni prebrala. Moram reči, da je bila ta zelo drastično. No in potem sem šel še do nje, pa sem rekel, ta trenutek zapusti osnovno šolo. Adijo. Ona tako gleda, ne da grem ven.
ta trenutek pet iz te osnovne šole, adijo in pet, čez 10 let se vidva. Ne grem ven. Eno pomeni, da imaš rada šolo. Nisi še zaključila šolanje, ne? Pa gremo, smo šli vsi. Kaj mislite, da mora ona narediti, da bo potem postala pisateljica, pa gremo po vrsti? Ostala 4 leta srednje šole, koliko mora imeti slovenščino? 5. Jaz sem imel potem 5. Vse 4 leta, 5 let, no 5 let sem imel. Rekel, vseh 5 let sem jaz imel slovenščino, potem 5. Pa še danes imaš kakšne knjige, imajo kakšne napake. To se pač tudi to zgodi, ker sem preveč hiperaktivni. Sem rekel, kaj pa še? 4-5 let boš mogla trdo garati. Jaz sem zapravil že 20.000 evrov, ki bi jih lahko že kupil kakšno majhno hiško za šolanje. A mislite, da misliš, da je bilo tako v gostinstvu? Je rekla, jaz sem dobila ponudbo, da bi delala med počitnicami kot natakarca. Rekel, kjer šef ti je to obljubo, da jaz grem tja do njega, da mu rečem, da naj te ne zaposli? Kaj še potem? Vmes v času se ti bo zgodilo, boš imela fanta in boš lahko zanosila. Kaj še bolj? Kaj bi bilo še bilo? Meteorit pade na zemljo. Kaj? Zemljo. No, kar malo. Brez domka bi bilo. To, kaj še? A mislite, da je bilo enostavno tako se zaslužiti? V gostinstvu, priznam, je veliko alkohola. Jaz tudi priznam, da sem včasih kakšnega še spil, da sem sploh zdržal to ta tempo. Mogel sem, ampak sem toliko delal, da se mi nikjer ni poznal. Priznam. Mogel sem že malo spiti, ker drugače ne bi zdržal tega tempa. Priznam. Ampak danes že kar dolgo leta več ne pijem, in če mi je to zavedanje. No in potem v eni raziskavi moramo povedati, no, od 14. do 16. leta je spilo alkoholno pijačo vsak en deci, že 99% mladih. Samo 1% mladih, torej med 14 in 16 letom, ni poskusilo alkohola. Jaz vam tako rekel, jaz vam nisem prišel k vam moralnih, ker sem le tak socialni delavec, ki sem slišal v 9. vazi, da sem zelo dober socialni delavec, ampak žal pač na ministrstvu za delo, ker sem delal v posebnem projektu za zelo težkimi mladostniki, ki so že zapustili osnovno šolo. Sem delal na posebnem projektu, so ocenili, da ta projekt, ki smo ga imeli, ni več pač normalen in so nam ga ukinili, tako da smo vsi izgubili službe, tudi jaz. In no, zdaj pa imajo na tistem področju toliko kaznivih dejanj, da sploh več ne morejo brzdati. Imajo rekordno število kaznivih dejanj. Zdaj že nekaj se sliši, da bi mogoče nazaj zaposlili, ampak sem pa rekel ne. Kar imejte jih zdaj, jaz jih pa več ne moram, zdaj več jaz spustiti zvajeti. Ti mladi so se že znašli po zaporih. Jaz jih seveda, kolikor se poznam, jih obiščem, tudi prostovoljno, ampak zakaj bi jih jaz zdaj reševal? Zakaj bi jaz zdaj njim svetoval neko, če so pa že naredili taka kazniva dejanja, da je težko zdaj v njih vzbuditi nazaj tisto zaupanje in da bi nekako se našli ti mladi in da bi nekako nehali delati kriminalna dejanja. Meni se zdaj bistveno težje spremeniti njihova življenja, kot pa takrat, ko so bili še v osnovni šoli ali v srednji šoli. Moram priznati, to ni enostavno. No in nima veze, jaz se zdaj ukvarjam s temi pravljicami in nastopam po osnovno šolo. Priznam, uspeh. Uspeh je tak, da moram vsak dan klicati osnovne šole, če mi plačajo. Moram, da ene osnovne šole ne plačajo redno in moram včasih tudi malce tako napisati. Pustite, zdaj pa že čas, da plačate, ker je osnovno plačati položnice. Tako da uspehu lahko rečem ja. Sem lahko ena zgodba uspeha o tem, da sem naredil vse srednje šole, fakulteto, zdaj še magisterij. Zgodba uspeha v finančnem smislu je ta, da imam minuse na računih, zato ker sem pač mogel plačati fakulteto. 2660 evrov. Ni bilo enostavno. Na banki sem odobrili limit, treba ga je poravnati. Ne moreš kar dobiti denar vsak dan. Jaz sem že tudi to denarje porabil že prej, da sem še kumi zdaj še to zbral. Moram priznati.
Ni enostavno. Zato komaj čakam od Radio Televizije Slovenije, da mi nakaže denar. Da saj malo ta minus pokrijem. Bom čisto iskren. Tako da zgodba o uspehu je včasih zelo vrljiva. No, zdaj pa kakšen od vas. A me muca bo papala jezik? Ne. A? Jaz bi nekaj vprašal. Ja, kar. Kje se pa najbolj zasluži? Kje? Lejte, če boste delali, zdaj ko ste na 9. šolci, čez počitnice, pejte malo delati, res. Pejte se, kakšno imate možnost delati preko študentske dneva. A ne smete še? No, če ne pa prvem letniku. Boste videli, boste šli v gostinstvo, trgovino, kakšne take priložnosti dela, fanti boste mogoče kakšne fizične dela, kakšne selitve, kitajska, punce bolj kakšno administracijo, kakšni frizerski saloni, ne vem, mislim, kozmetični, ne vem karkoli, no. Probite se najdete, lejte, jaz sem vam sam to dal, mislim, dajte zveni za ura. Ne vem, dajte mi 3 minute. 10:40, vse vsem. Moram priznati, da moja zgodba res naredi toliko na dušo, recimo v Mariboru, ko smo šli v osnovni šoli Franceta Prešerna, in mi je bilo toliko všeč, da smo še eno uro podaljšali. Ampak... Leče, no, samo. Jedno sedno, zdaj. Glejte, meni je res bilo fajn z vami, da ste res super, meni je res čudovito. Pred 2 dneva sem bil v Voličini, tudi tam sem doživel velik aplavz. Res moja zgodba je navdihnila. Zdaj, ko me čaka, da še mi še ena želost prosnični, sem zelo na dobri poti, da mi v Ameriki ima boljši uspeh. Bomo videli, zaenkrat so že v 35 knjižnicah moje pravljice, držite pesti, da bo še malo večjih. Nisem še čist prodrl, ampak počasi se odpira vrata, tako da potem bo tudi te minusi hitro odpravljeni. Tako da zgodba do uspeha včasih lahko v pisateljskih vodah v Ameriki lažje uspeti, ker je večji trg, tako da tisti pisatelji uspejo. No, zdaj bi pa na koncu sam še povedal eno stvar. Ko sem bil zastopnik, sem prodajal tudi knjige in čestila in enkrat se je na eno glas ene založbe, ki so prodajali Sveto pismo, javil Jeclav Moški in ticeno glas je rekel: dober dan, jaz vi pa prodajajo Sveta pisma. In mu reče seveda ta direktor založbe: joj, oprostite gospod, vi pa ne boste k nam prišli prodajati Svetega pisma, ker ne znate dobro razločno govoriti. Ne, jaz bom prišel kako vam prodajati Sveta pisma. In res prišel tja in je rekel še enkrat ta direktor založbe: ne morate prodajati Svetih pisem, najboljši zastopnik prodajati 5 Svetih pisem. Koliko knjig imate v kombiju? 10.000. V redu, tle imate 5.000 evrov in če jih ne bom prodal, jih obdržite. Wow! Mejte, odperate kombi, pa tudi če sem... In čez en teden je ta Jeclav Moški prodal vsa Sveta pisma. In seveda direktor založbe ga je tako rekel: zdaj boste pa vi direktor te založbe, samo prosim, če naše zastopnike naučite, kako ste prodali Sveto pisma. In on reče: ko sem prišel do vrat, sem pozvonil na zvonec. Potem, ko so se vrata odprla, sem dal hitro nogo med vrata, pa sem jaz temu rekel: ali boste vi prebrali Sveto pismo, ali boste pa rajš kupili. Ali jaz vam preberem Sveto pismo, ali boste pa rajš kupili. In tako je postal najboljši predajalci. Še jaz se zavrljam. Saj še za zaključek ne moramo tako. Hvala lepa za to zgodbo. Sem se našla v njej malo zaradi tega, ker sem poznala Primoža Ognjeta. Jaz sem malo starejša, so bili tudi bankovski časi, ampak pa so šli naše poti malo drugače. Tako da
Veste, da sem jaz tudi terapevtka družinska, se to veste in vam moram samo to povedati, da je zelo, zelo težko se dvigati, kaj enkrat tako pride daleč. Tako da to uspe zelo, zelo redkim. Tako da za zahvalo, za obisk, pa ena moja knjiga, to je moje čisto osebno darilo, tako da še enkrat en velik aplavz in zelo lepo obisk. Veliko uspeva v šoli, naredite srednjo šolo, tisti, ki greste naprej, res vsaj en poklic imejte v šoli in vam želim res veliko uspeha, sreče, zdravja, veselja. Mogoče se vam pa tudi kakšna pravlična želja spomnila. Ok, hvala.